Če smo pričakovali, da bodo v času epidemije cene nepremičnin padle, se je zgodilo ravno obratno. Cene so vse višje, na štajerskem koncu so se dvignile tudi za do 30%. In sicer zaradi premale ponudbe na nepremičninskem trgu je tudi povpraševanje se v bistvu podvojilo oziroma lahko rečem, da trenutno kar potrojilo. Zakaj? Zdaj smo bili nekaj časa tudi zaprti nepremičninski posredniki, ljudje so čakali, kaj se bo zgodilo, nekateri so špekulirali, da bodo cene padle. Zgodilo se pa je seveda obratno. Cene, bom rekla, da v zadnjih par mesecih so narasle za 10-15%, pri določenih tipih nepremičnin opažamo tudi za 20%. Maribor je eno izmed najbolj potencialnih tržišč v Sloveniji. Najbolj korenito spremembo na področju spremembe cen ima Maribor. Trg je tisti, ki določa ceno, trg je tisti, ki na osnovi povpraševanja in ponudbe določi trende rasti ali padanja. V zadnjih letih se je malo gradilo in to je povzročilo manko stanovanj. Večina stanovanj, ki se gradi trenutno, se proda takoj. Stanovanja, kot vidimo na več koncih štajerskih, se kar na veliko gradijo. Res pa je, da vsa ta stanovanja so bolj ali manj že prodana. Kar se zgradi in pride, gre takoj. In seveda tudi novogradnje vidimo, da bojo na voljo komaj čez 2-3 leta. Na mariborskem področju je od nekdaj primanjkovalo novih stanovanj. Po mojih ocenah in ocenah mojih kolegov, mi smo prepričani, da je trg mariborski še zmeraj podhranjen novih stanovanj. Kupci najpogosteje povprašujejo po dvo- in trosobnih stanovanjih. Vse več pa se spogledujejo tudi z nepremičninami, ki so v bližini narave. Če bom rekla, da še vedno so nekako na zalogi, ni takšnega pomanjkanja hiš. Stanovanje prodamo tudi v par urah, ko pride na trg. Ljudje glede na lansko leto, na način življenja, spremenili svoj način bivanja. Ljudje iščejo znotraj svojega prostora kotiček za delo, nenazadnje večina nas je delala od doma, in to je botrovalo k temu, da so ljudje začeli razmišljati, kaj naj naredim, da pridem do svojega prostora. Iščejo mogoče izven centra mesta določene hiše, so pa tudi taki, ki iščejo znotraj samega strogega mestnega centra, ker so drugače logistično obremenjeni. Nakup nepremičnin je še vedno ena izmed najvarnejših naložb. Ljudje so začeli svoj denar vlagati v nepremičnine ravno z tega razloga, zaradi tega, ker je torej nepremičnina še vedno ena izmed najbolj varnih naložb in seveda banke so zdaj uvedle ležarino na sredstva. Po drugi strani pa imamo neverjetno nizke obrestne mere, kar pomeni, da je denar zelo poceni. Zanimalo nas je, ali je kdaj sama presenečena nad vrednostjo nepremičnine, ki jo proda. Definitivno dostikrat. Bom rekla, da v zadnjem mesecu je to bilo kar nekaj nepremičnin, ko si se vprašal, če je to sploh realno trenutno prodati po tej ceni, ampak vseeno seveda pripraviš dobro predstavitev same nepremičnine, kupci pa so. Pričakovati je, da se bo v prihodnjih letih povečal delež izvršb. Tega, ker so ljudje v tem času zdaj izgubili službe, torej ostali brez prihodkov, hipoteke je potrebno plačevati, nekateri so vzeli moratorije, ki jih pa vemo, da banke niso dobrodelna društva in bojo ta denar terjali nazaj. O tem, kaj se bo na dolgi rok dogajalo na nepremičninskem trgu, je sicer z gotovostjo težko napovedovati, a kot kaže, bodo cene še višje. Bom rekel, da trg bo vedno rastel. Nenazadnje kazalci za nazaj kažejo, kje smo bili pred 10 leti in kje smo danes. Kje bomo bili čez 10 let. Če pogledamo tujino, v tujini rastejo cene in mi smo del tega prostora in ravno tako bojo pri nas rasli. Pomeni, gospodarska rast se viša. Ljudje smo vedno bolj ozaveščeni, koliko je prostor pomemben za nas, tako da jaz ne vidim nobenih problemov, zakaj cene še se ne bi bile vzdržne za naš trg.